Spoštovani, lahko začnemo. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Moje ime je Marko Lovec, sem raziskovalec na Fakulteti za družbene vede in bom moderiral drugi del današnjega dogodka, predstavitve sporočila komisije. To vlogo sem prevzel v imenu posebne raziskovalne skupine, ki svetuje resornemu ministrstvu v zvezi z skupno kmetijsko politiko po letu 2020. Zdaj verjetno se sprašujete, zakaj sem jaz danes tukaj. Kot veste, je stavka v javnem sektorju in organizatorji niso mogli biti zelo izbirčni. Tako. Torej predlagam, da začnemo z predstavitvijo voznega reda tega drugega dela. Najprej bom poskušal predstaviti nekatere izsledke naše raziskovalne skupine v zvezi z sporočilom komisije in skupno kmetijsko politiko po 2020. Sledila bo okrogla miza z uglednimi gosti, predstavniki različnih deležnikov, ki so vpeti v proces oblikovanja, izvajanja politike. In na koncu bomo prosili državno sekretarko, magistrico Tanjo Strniša, zato da bo podala zaključke. Seveda ste tudi vi, udeleženci, povabljeni k sodelovanju. Ta dogodek je mišljen na ta način, da boste čim bolj tudi sami prispevali in bili vključeni v dogajanje, in sicer bomo po dveh krogih vprašanj za naše paneliste. Najprej bodo vsi panelisti dobili splošno vprašanje, temu bo sledilo specifično vprašanje glede na njihovo področje dela. Temu bo pa sledila priložnost za vas, da tudi sami postavite vprašanja, komentirate slišano. In seveda na voljo za odzive bo tudi predstavnica komisije in predstavniki ministrstva. Poleg tega pa bomo uporabili še eno interaktivno orodje, Mentimeter, in sicer boste s pomočjo tega orodja lahko ves čas izražali svoje mnenje o nekaterih vprašanjih. To orodje bomo uporabili dvakrat, se pravi za uporabo ga bomo odprli dvakrat. Prvič, ko bo panelistom zastavljeno splošno vprašanje, takrat boste tudi sami lahko podali svoje videnje v zvezi s tem, kaj pogrešate pri trenutnem izvajanju skupne kmetijske politike. In drugič, nekoliko kasneje, pri zadnjem krogu vprašanj za paneliste, ko pa bo vprašanje za vas zaprto na Mentimetru, se pravi izbirali boste med posameznimi prioritetami in potem bomo videli, katere so po vašem mnenju najpomembnejše za prihodnost skupne kmetijske politike. Zdaj pa seveda, kako poteka uporaba tega Mentimetra. Najbrž ste vsi s svojimi mobilnimi napravami se že priklopili na brezžično omrežje. Če se še niste, geslo je izpisano na obeh straneh, na steni. Ime omrežja je EU House Guests, geslo pa je 2018/004. Potem, ko se prijavite na brezžično omrežje, v enega od iskalnikov vpišete Mentimeter, pokaže se vam ta spletna stran, kliknete na njo in potem vpišete geslo, s pomočjo katerega pridete do glasovalne strani, ki je namenjena našemu dogodku, in sicer geslo je 126116. Bom to potem kasneje ponovil še enkrat, se pravi 126116 je geslo na Mentimetru. Zdaj pa, kot že rečeno, prvi del drugega dela današnje predstavitve, in sicer predstavitev izsledkov naše raziskovalne skupine. Svojo predstavitev sem zastavil na ta način. Najprej bom na kratko spregovoril o kontekstu tega sporočila, potem o ključnih spremembah na področju ciljev in izvedbe v zvezi z načinom izvedbe skupne kmetijske politike,
Potem se bom na kratko posvetil še posameznim izbranim temam, tako imenovanim prioritetam, o katerih boste tudi glasovali in o katerih bo govorili naši sogovorniki v okviru okrogle mize, in sledil bo neke vrste zaključni komentar oziroma izhodišče za naše paneliste. Torej, če začnem z samim okvirjem oziroma kontekstom sporočila. Danes smo slišali že dvakrat gospoda ministra in kasneje predstavnico komisije, da je to sporočilo neke vrste strateški dokument, ki je sledil najprej splošni javni razpravi. Predstavnica komisije je tudi pokazala nekatere rezultate te javne razprave. Kasneje je bila tako imenovana strukturirana javna razprava z posameznimi deležniki. No in sedaj je komisija oblikovala svoj strateški politični dokument in temu bodo, kot že rečeno, sledili zakonodajni predlogi z analizo učinkov in na koncu pogajanja. Seveda, kot je bilo že opozorjeno, vmes pride še proračun, proračunska pogajanja, predlog proračuna in zato, ker je ta odprt, še vedno izid je odprt, iz tega naslova so tudi nekatere stvari v tem sporočilu v zvezi s skupno kmetijsko politiko še odprte in recimo temu nekoliko nedorečene. Poleg tega pa nas seveda v celem procesu pogajanj čakajo še volitve, nov Evropski parlament, nova komisija in najbrž bo tudi to vplivalo na izid samega procesa. Se pravi, to, o čemer danes govorimo, je strateški dokument, ki na nek način predstavlja možne smeri razvoja politika, se pravi neke vrste okvir, znotraj katerega se bo politika v prihodnje razvijala. Poleg tega formalnega okvirja pa seveda imamo tudi neke vrste politični okvir, politični kontekst, v katerem poteka razprava in v tem političnem kontekstu, kot vsi veste, se Evropska unija zelo spreminja. Prvič v zgodovini bo Evropsko unijo zapustila ena od članic, to bo imelo pomembne posledice, če ne drugače za proračun, in pa med članicami se pojavljajo trenja, se pravi pri posameznih članicah so različni pogledi, kako naprej, v katero smer in kako naj se Evropska unija razvija in seveda zato, da se proces razvoja ne bi upočasnjeval zaradi nestrinjanja, je zdaj na mizi ideja diferencirane oziroma raznolike Evrope več hitrosti, kjer bi se članice same odločile, na kakšen način, v katerih skupinah se bodo razvijale vnaprej. In seveda to ima svoje priložnosti, pa tudi pasti, kot ste pa lahko že opazili v predstavitvah ministra in kasneje predstavnice komisije, pa bo ta kontekst bistveno vplival tudi na samo kmetijsko politiko kot ključno, najpomembnejšo in tudi proračunsko najbolj, če tako rečem, radodarno skupno politiko. Seveda je tudi specifičen kontekst, ki se nanaša na Slovenijo, na položaj novih držav članic, in sicer nekako do tega trenutka smo govorili o procesu evropeizacije, se pravi, mi smo bili tisti, ki smo prevzemali skupna pravila, ki smo se učili te skupne politike. Od zdaj naprej pa se kontekst nekoliko spreminja, v bistvu vstopamo v neke vrste politično igro, kjer bomo morali sami pokazati, kaj si želimo in kjer bomo morali tudi sami prepričati ostale, da je to, kar si želimo, evropsko, da je vredno skupnega denarja in se tudi izpogajati za ta denar. Se pravi, če smo prej bili v neki bolj tehnokratski zgodbi, se zdaj začenja politika na področju skupne kmetijske politike. Še nekaj o naši raziskovalni skupini. Se pravi, v tem kontekstu, ko več ne govorimo o tehnokratskem pristopu od zgoraj navzdol, kjer so stvari predpisane in se učimo, ampak govorimo o politični, pogajalski igri, je bila oblikovana naša skupina, in sicer z 3 cilji. Prvi cilj je, da preverimo učinke skupne kmetijske politike na slovensko kmetijstvo do sedaj, se pravi, imamo dobre podatke, imamo dobre modele, vemo točno, na kakšen način so posamezni ukrepi učinkovali na našo kmetijstvo. Drugič, da poskušamo simulirati samoodločevalski proces, se pravi, da vidimo, kakšni so signali od uporabnikov kmetijske politike, s čim so zadovoljni, s čim niso,
in na drugi strani, kakšne so možnosti pri partnerjih na ravni Evropske unije, je tu mogoče najti kakšne konstruktivne sinergije za razvoj slovenskega kmetijstva in slednjič oblikovati scenarije potencialnega razvoja skupne kmetijske politike in znotraj tega iskati najboljše možnosti za Slovenijo. Spravi, naša raziskovalna skupina je bila oblikovana v podporo ministrstvu v tem novem kontekstu, ko vstopamo v politično, veliko bolj pogajalsko igro, kjer je pomembno, da država točno ve, katere ukrepe potrebuje, kaj želi z njimi doseči in kakšno kmetijstvo želi v skupnem okviru v prihodnje. Zdaj pa k samemu sporočilu, torej najprej ključne novosti na področju ciljev in izvedbe. Kot ste že slišali, ko gre za cilje, bistvenih sprememb ni. So nekatere modifikacije, manjše spremembe, še vedno govorimo o tako imenovani večnamenski paradigmi, torej o kmetijstvu, ki služi proizvodnji, proizvajalcem, ki služi okolju in ki služi razvoju podeželja. Nekatere spremembe so v smislu boljše integracije v širši kontekst tega, kar Evropska unija počne, k čemur si prizadeva. Sporočilo omenja cilje trajnostnega razvoja, naprimer Pariški podnebni sporazum, in vse to pomeni, da bo tudi kmetijstvo kot ena od ključnih politik moralo dokazovati, na kakšen način prispeva k tem ciljem, na kakšen način se vključuje v ta širša prizadevanja Evropske unije. In še zadnji tak poudarek v zvezi s cilji so potrošniki, se pravi, potrošniki so zelo poudarjeni. Številne razvite države že 10-15 let, že pred 10-15 leti so potrošnike hrano dodale k kmetijski politiki in zdaj se v bistvu ta skupna evropska ladja, skupne kmetijske politike prav tako premika v to smer poudarjanja hrane in potrošnikov. Kar se tiče same izvedbe, smo priča večjim spremembam, večjim novostim in sicer prvič bo skupna kmetijska politika bolj fleksibilna, bolj prilagodljiva in drugič bo bolj ciljno usmerjena. Zdaj sama stebrna struktura v tem smislu ukrepov ostaja, še vedno bo prvi steber z dohodkovnimi podporami in tržnimi ukrepi, še vedno bo drugi steber z politiko razvoja podeželja. Se bo pa v zvezi z razmerji med tema dvema stebroma, z mehanizmi, načini uporabe teh mehanizmov, marsikaj spremenilo. Do neke mere je to odvisno od izida proračunskih pogajanj, odvisno je pa tudi od tega, kako zelo si bodo posamezne države članice želele manj avtonomije pa več skupnih sredstev oziroma več avtonomije pa manj skupnih sredstev in več doplačevanja z svojimi lastnimi proračunskimi sredstvi. Tisto, kar pa za zdaj v tem trenutku je jasno, pa je, da se bodo pojavili izvedbeni načrti, torej izvedbeni načrt je v bistvu najpomembnejša konkretna novost, ki jo prinaša to sporočilo, in sicer bo ta izvedbeni načrt, nekaj, kar je podobno temu, kar že poznamo v programih razvoja podeželja, zdaj zajel celotno skupno kmetijsko politiko, to pomeni tudi prvi steber. In ta izvedbeni načrt bo pomenil, da bomo morali definirati to, kar želimo, cilje, in potem te cilje tudi spremljati in jih meriti. In seveda to bo podlaga za to, da bomo pridobili bodisi evropska sredstva, bodisi da bomo lahko uporabljali svoja proračunska sredstva kot doplačilo, ne da bi kršili načelo enotnega trga. Kaj ključne spremembe pomenijo z vidika Slovenije? No, ko gre za cilje, v bistvu je naše kmetijstvo zelo prilagojeno trajnostnemu konceptu, o tem se veliko govori, tudi vsaj v formalnem smislu, pa tudi glede na strukturo slovenskega kmetijstva bi nam ta trajnostna paradigma morala ustrezati. So pa nekatere slabosti v zvezi s tem, na kakšen način mi to trajnostno paradigmo izvajamo. Imamo nekoliko konzervativen pristop, to pomeni, da veliko razmišljamo o tem, kako bodo ta sredstva pomagala proizvodnji pa proizvajalcem, manj pa od drugih ciljih. Imamo tudi nekoliko pasiven pristop, to pomeni, da sredstva, ki morda služijo nekim drugim ciljem,
zgolj dodajamo na obstoječo strukturo, zdaj pa v bistvu dobite še to, zato da počnete to, kar ste že prej počeli. In pa poleg tega sam dokument ne omenja, danes je bilo to že rečeno, območij, deprivilegiranih območij v različnih pogledih. Z tega naslova je Slovenija dobila nekatera sredstva, ta ukrep je igral pomembno vlogo. Poleg tega pa samo sporočilo tudi ne govori zelo veliko o razvojnih razlikah med posameznimi državami članicami, kar je z vidika Slovenije, prej smo videli graf, o dohodkih, mi imamo v Sloveniji med najnižje dohodke v Evropski uniji na posameznega proizvajalca in tudi zelo visoko odvisnost od podpor, veliko razliko med povprečnimi dohodki izven kmetijstva in kmetijskem sektorju, se pravi iz tega razvojnega vidika je to relativno majhno poudarjanje razvojnih razlik med posameznimi članicami, lahko bi rekli slabo, kar pomeni, da temu ne bo namenjene dovolj pozornosti pri novi kmetijski politiki. Kaj pa ta ključna konkretna novost, prilagodljivost in učinkovitost, kaj bo pa to pomenilo za Slovenijo? Lahko bi rekli, da je po svoje priložnost, sami veste, na vse ključnih, zastavili smo si več ključnih ciljev v preteklosti in v bistvu nobenega nismo zares dobro izpolnili, niti glede dohodkov, niti glede velikostne strukture kmetij, okoljskih ciljev in tako naprej, se pravi, nikjer ne moremo biti zelo zadovoljni, tudi same s temi neposrednimi podporami smo se nekako ujeli v past zgodovinskih pravic, se pravi, v tem smislu je postavljanje konkretnih razvojnih ciljev, merjenje teh ciljev lahko pozitivno, koristno za slovensko kmetijstvo, vendar pa, ko se bomo mi sami s svojimi razvojnimi načrti pogovarjali s komisijo, bomo v bistveno drugačnem položaju kot velike države članice, se pravi, mi smo mala članica, lahko si nadejamo določenega pritiska, drugačnega pogleda komisije, kot pa v primeru velikih držav članic in to nas bo postavljalo v neenak položaj. Potem drugič, razlike bojo v kakovosti izvajanja politike med različnimi državami članicami, imamo velike države članice z viri, strateškimi viri, finančnimi viri, ki bodo uspeli oblikovati lastno politiko, ki bo bolj radodarna do kmetov, ki bo bolj premišljena in kmetje v teh državah članicah bodo v boljšem položaju kot v tistih državah članicah, kjer teh virov ni. In tudi, če pogledamo od znotraj z vidika Slovenije, se moramo vprašati, bomo res sposobni kvalitetne javne razprave, v kateri se bodo izkristalizirali tisti ukrepi, ki so najpomembnejši, tisto, kar res potrebujemo, ali bo kmetijska politika pri nas neke vrste talec posameznih lobističnih skupin postala, bodo te prevladale. In tudi seveda, a sploh imamo dovolj dobro podlago za odločanje, dovolj dobre analize, podatke, da bomo znali predvideti, kateri ukrepi so smiselni, bi jih bilo potrebno implementirati v Sloveniji. Zdaj, če si pogledamo na kratko še posamezna področja, če pogledamo še po področjih, odpornost kmetij. Odpornost je neke vrste novo pomembno geslo tega sporočila. Vsak krog reforme kmetijske politike prinese nekatera nova gesla, včasih pomenijo več vsebinskih sprememb, včasih manj. Odpornost se nanaša na neposredna plačila, v glavnem se pravi, odpornost ima in tržno dimenzijo, se pravi volatilnost trgov, potem okoljsko dimenzijo in dohodkovno dimenzijo. Neposredna plačila so do zdaj nekako naslavljala vse te dimenzije. Neposredna plačila ostajajo, kot kaže sporočilo, ostajajo bistven element. Samo sporočilo navaja številne dileme povezane z neposrednimi plačili, ki jih poznamo že od prej, ki niso nove dileme, se pravi vprašanja aktivnih kmetovalcev, razlik v prejemkih med malimi, se pravi kakšna masa denarja gre velikim, kakšen delež denarja gre majhnim kmetom, potem različne ideje redistribucije, se pravi vse to poznamo že od prej. Tisto, kar bo mogoče novo v tem kontekstu je, da lahko pričakujemo večjo fleksibilnost pri tem, kaj bo posamezna država članica v tem okviru izbrala. Se pravi večjo možnost države članice, da si z tega menija ukrepov izbere tiste, ki bolj ustrezajo.
Še ena novost je ciljnost, ki se poudarja predvsem na področju okolja, se pravi okoljske podpore bodo morale biti veliko bolj ciljno usmerjene, kar pomeni, da bodo morale biti dokazljive, se pravi njihova zveza z doseženimi učinki bo morala biti dokazljiva. K temu se bom vrnil še kasneje. In pa seveda finančni instrumenti, se pravi podpore, ki se na nek način vračajo, ki niso nepovratne, o tem se veliko govori in seveda je tudi vprašanje, na kakšen način lahko nekaj takega pomaga kmetijstvu, ki je na strukturni ravni, kot je slovensko. In seveda, ko smo ravno pri tem, pri Sloveniji, vemo, da smo dohodkovni odvisni, smo videli prej na grafu, ki ga je pokazala predstavnica komisije, se pravi neposredne podpore predstavljajo precejšen del dohodka slovenskih proizvajalcev. No, vseeno zanimiv dogodek se je zgodil, enkrat, ko smo se pogovarjali v okviru tega, kar delamo, v kontekstu te naše skupine, smo spraševali deležnike v zvezi s temi neposrednimi podporami in v bistvu se je pokazalo, da so vsi precej nezadovoljni, da se deležnikom zdi, da neposredne podpore ne zagotavljajo, ne omogočajo doseganja niti dohodkovnih ciljev, niti ciljev večje proizvodnje, niti okoljskih ciljev. No, potem smo se nekako sporazumeli, potem pa v redu, dajmo jih bistveno spremeniti, dajmo nekaj povsem drugega uvesti in na koncu je bil potem en protest, joj, tega pa nočemo, to pa ne bi bilo dobro, naši kmetje so odvisni od neposrednih podpor, tega pa res ne želimo. Se pravi, hkrati se zavedamo, da imajo neposredne podpore resne pomanjkljivosti in potrebujemo veliko poguma in veliko pogovora, zato da bomo sposobni te neposredne podpore prilagoditi na ta način, da bomo res dosegli zastavljene cilje. In nekaj takih idej, ki so vznikale v razpravah, je bilo recimo, da bi bilo treba te neposredne podpore do neke mere poenostaviti, ko gre za posamezne prejemnike, da je potrebno mogoče jih prerazporediti med posameznimi prejemniki in pa da jih je potrebno vezati na sodelovanje, na strateške razvojne načrte in tako naprej, se pravi, da bomo z njimi res dosegli preboj pri tistih največjih, ki si želijo razvoja lastnih kmetij in da bomo hkrati pravično pomagali tistim, ki so manjši in potrebujejo tovrstne podpore. Generacijska prenova, naslednja pomembna stvar, geslo tega sporočila. Po svoje bi lahko rekli, da je to neke vrste priznanje lahko tega, da obstoječe podpore, neposredne podpore niso najbolj spodbudne v smislu prenove, da so neke vrste rente, ki ohranjajo obstoječe stanje, dvigujejo prag za tiste, ki želijo vstopiti v kmetijstvo. Vendar pa na drugi strani, ko gre za same rešitve, to sporočilo bolj govori o nacionalnih politikah, o nacionalnih ukrepih. Se pravi, na ravni Evropske unije, na ravni skupne kmetijske politike tu bistvenih sprememb ni pričakovati, v smislu resne prilagoditve neposrednih podpor v tem smislu, ampak države članice same pa so pozvane, da oblikujejo svoje ukrepe, s pomočjo katerih bo ta medgeneracijska prenova možna. In malo, ko smo se pogovarjali o tem na teh okroglih mizah, se je pokazalo, da je to v Sloveniji zelo občutljivo vprašanje in da je treba pristopiti na en previden način v smislu iskanja mehkega iskanja različnih podjetniških možnosti, možnosti za sodelovanje med različnimi generacijami, ki bi spodbudil ta prenos novih idej in s tem tudi razvoj kmetij ob seveda partnerstvu prejšnje in nove generacije. Verige vrednosti. Kot veste, sama Evropska komisija ni zelo navdušena za razvoj verig vrednosti, zato ker Evropska komisija nastopa stališča skupnega trga in močen razvoj nacionalnih verig je lahko po svoje tudi škodljiv za razvoj skupnega evropskega trga, vendar pa sporočilo vsebuje nekatere poudarke, ki jih je moč razumeti v smislu ukrepov, ki bodo podpirali razvoj nacionalnih verig. Eno tako stvar, ki bi to izpostavil in ki smo tudi izpostavili že v preteklosti, so znanje in inovacije. Torej,
v Sloveniji, torej sama Evropska komisija prepoznava v sporočilu, da so med državami članicami razlike, ko gre za sistem prenosa znanja in inovacij, da imamo to bolj razvite, manj razvite članice. In v zvezi s tem smo v Sloveniji naredili določene korake, v preteklosti bil je določen napredek, so pa potrebni še močnejši, odločnejši nadaljnji koraki v smislu institucionalnega razvoja, finančnih virov, kadrovskih virov in tako naprej. Se pravi, komisija na nek način tu prepoznava določeno potrebo, ki jo moramo potem kot država članica sami nasloviti. Ohranjanje okolja in boj proti klimatskim spremembam. Kot vsi veste, na tem področju je bilo precej kritik v preteklosti, se pravi, da je skupna kmetijska politika nekako skušala izrabiti vprašanje okolja zato, da bi upravičila še nadaljnje dajanje podpor. In zdaj se nam obetajo določene novosti v smislu večje učinkovitosti, večje ciljnosti, navzkrižna skladnost in zelena komponenta v prvem stebru in potem okoljsko-kmetijski ukrepi v drugem stebru se umikata neki enotni arhitekturi, enotnemu povezanemu sistemu. Del tega bo obvezen, se pravi, del pogojev bodo države članice še vedno morale izpolnjevati, del pa bo prostovoljen in bo odvisen od tega, kakšne so nacionalne potrebe. Seveda je pa tu ključno vprašanje, kako bo z skupnim financiranjem. Namreč, če bomo seveda želeli evropski denar, bomo morali zelo dobro utemeljiti svoj nacionalni prispevek ohranjanju okolja in boju proti klimatskim spremembam na evropski ravni. Sicer bomo prisiljeni uporabljati lastna sredstva za doseganje lastnih ciljev in pa seveda uporabo teh lastnih proračunskih sredstev tu zelo dobro utemeljiti, da ne bo prišlo do kršitve načela skupnega trga. In seveda tu je past, bolj razvite države bodo veliko lažje izkoriščale to fleksibilnost, na tem mestu dokazovale ciljnost države z določenimi administrativnimi, finančnimi težavami in tako naprej, bodo imele tu, za njih bo to neke vrste pomanjkljivost. In seveda za Slovenijo je to velik izziv, kako res najti ukrepe, ki jih boste kmetijski proizvajalci sprejeli, ki se vam bodo zdeli smiselni, izvedljivi in za katere bo lahko potem ministrstvo dokazalo, da res prispevajo k ohranjanju okolja, k boju proti klimatskim spremembam v Sloveniji. In seveda to je potem tudi vprašanje administracije, podatkov, merjenja in tako naprej. In na koncu še razvoj podeželja. Pri razvoju podeželja sporočilo govori o zelo splošnih ciljih, delovnih mestih, rasti, in s tem nekako nakazuje, da bo prišlo do povezovanja različnih skladov, to smo danes tudi že slišali. Upamo, da ideja povezovanja različnih skladov ne pomeni, da se bo na ta način nadomeščal izpad sredstev za razvoj podeželja. Tisto, kar je izziv za Slovenijo v tem kontekstu je, da res prepoznamo posamezne uspešne prakse na tem področju, se pravi, tu pa imamo spremljanje, imamo meritve, poročila, lahko identificiramo to, kar je delovalo do sedaj in potem to peljemo še naprej in razmislimo o tem, kako te uspešne prakse nadgraditi z uporabo sredstev v okviru drugih skladov. Zdaj, da zaključim, sem že malo predolg. Kaj torej pomeni to sporočilo, če nekako povzamem? Pomeni, da Evropska komisija zdaj predaja žogico državam članicam, se pravi, če ste nezadovoljni z Bruslom, skupno politiko, če ste nezadovoljni s tem, kar smo imeli do zdaj, sami pokažite, kaj želite, sami to izvedite, dokažite, da ste dosegli boljše cilje, ampak seveda dokažite, da ste res izvedli cilje in da denar porabljate pametno. In v tem smislu se nam obeta uporaba strateških načrtov, se pravi strateškega načrtovanja. Je pa, kot sem že rekel, marsikaj še vedno odprto, odvisno od finančnega okvirja. Nekateri tudi pravijo, da je v bistvu to sporočilo samo most, da je zato odprto, ker je neke vrste most do nove komisije, novega Evropskega parlamenta.
Zdaj za sam zaključek, da ne bo preveč pesimistično, lahko rečemo še tole. Danes so me kolegi opozorili, da McDonald's, ta velika prehranska korporacija, na Danskem in Švedskem uvaja vegetarijanske hamburgerje in da je to neke vrste lahko že znak Evrope več hitrosti. Se pravi, severnjaki bodo imeli vegetarijanske hamburgerje, mi še vedno klasične. Ampak če na to gledamo z druge perspektive, če na to gledamo z perspektive sestave hamburgerja, v bistvu je 60%, ne vem, če veste, 60% hamburgerja je sestavljenega iz koruze. Se pravi, kljub temu v tej navidezni veliki spremembi, v bistvu že zdaj jemo praktično zelenjavni koruzni hamburger, vključno z pleskavico noter, 60% je koruze. In na ta način bi lahko gledali tudi na spremembe skupne kmetijske politike. V bistvu več od tega, kar se spreminja, ostaja enako. In tudi samo diferenciacijo smo imeli že zdaj od leta 2003 in tako naprej, so bile določene možnosti za fleksibilnost in države članice so imele določeno izbirnost. Hvala.